Vroči dnevi so tukaj, kar pa pomeni posledično tudi, da je potrebno v tej vročini paziti, predvsem pa na naše hišne ljubljenčke oziroma ostale živali, ki so seveda del našega življenja. Kaj več o vseh teh pazljivih zadevah glede tega pa nam bo povedala današnja gostja, Ana Marija Žnidarič. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Seveda, da še povemo, prihajate torej iz Društva za zaščito živali Murska Sobota. Pomurje. Pomurje, se pravi. Vi najbolj veste, torej, kako v teh poletnih mesecih zdaj ravnate, pa mogoče za začetek, torej besedna zveza vročina in živali. Kako reagirate v tem, na kaj paziti? Ja, zdaj vemo, ti vroči dnevi so že za nas zelo naporni, za živali pa še toliko bolj. Živali slabše prenašajo vročino kot mi ljudje, boljše prenašajo mraz kot mi ljudje, ampak v vročini se pa potem tu pozna. Neprestano so v svojih debelih kožuhih in to zagotovo vpliva na njih. Tudi to, da naprimer njihovo hlajenje telesa poteka drugače kot naše. Mi se znojimo po celem telesu in se s tem tudi hladimo. Medtem ko živali se predvsem psi ohlajajo samo preko gobčkov in preko blazinic, kar je pa zelo majhna površina za uravnavanje temperature. Njihova temperatura, kjer se najboljše počutijo, nekje med 18 in 20 stopinj, kar je skoraj dvakratno, kot je zdaj. Tako je, kar velika težava. Zdaj tudi velikokrat vidimo, da se ljudje potem z ljubljenčki sprehajajo, ampak seveda tudi tukaj je priporočeno, da to delajo ali zjutraj zgodaj ali pa pozno zvečer. Zakaj? Ja, gre se najprej za neposredno izpostavljenost dnevni vročini, kateri se je zaradi same vročine potrebno izogniti. Še bolj ključno pa je vroči asfalt. Kot vsi vemo, v asfaltiranih mestnih območjih je vročina večja zaradi asfalta, ki absorbira vročino in jo še potencira. Nevarno je predvsem zaradi njihovih blazinic, ki se lahko opečejo. Če samo pomislimo, da je pri temperaturi 25 stopinj zunaj, ko je, temperaturi zraka torej, kar ni tako zelo vroče, se asfalt segreje že na 52 stopinj. In to pa je že zelo. In če psa sprehajamo po vročem asfaltu, lahko dobi zelo močne opekline blazinic. Poškodbe so zelo dolgotrajne, težko jih je potem sanirati in seveda žival trpi v tem postopku. Zdaj, kako preverimo, če je asfalt primeren za sprehod ali ne? Najboljše je, da damo roko, še boljše boso nogo na tla, položimo in držimo 30 sekund. Če je v tem času za nas prevroče, če čutimo tisto peklino, potem je za psa absolutno prevroče. Tako. Če že se sprehoda, je fajn seveda, da dobijo sprehode, sploh psi, ki so v stanovanjih. Zdaj, če imamo ograjeno dvorišče, zelene površine, drevesa, če je vroč dan, lahko tudi kakšen sprehod preskočimo. Je boljše, da preskočimo, kot da silimo v vročino. V mestih je to seveda neizvedljivo, psi rabijo vsaj nekaj dnevnega gibanja. Torej, če je možno, izvedimo to raje v kakšnih natravnatih površinah, makadamskih poteh, ob vodnih površinah, to je za njih fantastično, da se še lahko malo pomočijo, seveda. In pa predvsem ob jutranjih in večernih urah izogibamo se asfalta, koliko je mogoče. Če ni mogoče, če je prevroče, čez dan rabijo tudi, ne vem, iti ven na WC, potem jim pa obujemo takšna primerna obuvala, da se izognemo potem kakšnim zdravstvenim zapletom. Tako. Se pravi, na kratko, torej po domače, če povemo, kar pa še nam, pa še tudi živalim. Da si bomo najlažje predstavljali. Hvala lepa zaenkrat za te informacije. Zdaj, zakaj pa potem seveda velikokrat slišimo zgodbe, da so pustili živali, se pravi, na soncu v avtih, zakaj jih ne puščati? Seveda vemo, da je vročina eden izmed teh razlogov. Ja. Pri avtu je problem predvsem to, ker sama kovinska konstrukcija deluje kot pečica. Torej, vsi vemo, skočimo v trgovino na hitro, pustimo avto 10-15 minut, na soncu parkiramo, pridemo notri, neznosno je vroče, ne? Ni malo teh žrtev, otrok, živali, ki so končali v pregretih avtomobilih in temperatura tam res neznosno narašča. Samo za občutek, torej v samo nekaj minutah,
ko je zunaj temperatura recimo 25 stopinj, ta v nekaj minutah narese na 32, kar je spet občutna razlika. Če je parkiran v senci, če je na soncu, pa na 71. To pa je že zelo nevaren. Za živali, tudi za ljudi. Tako in torej si svetujemo, da ne puščate živali, seveda, ker je zelo neljube zgodbe potem nastanejo. Če v bistvu nekako konkretno tudi pogovorimo se o tem, o posledicah morebitnih, ki se lahko tudi zgodi ob puščanju živali na sonce. Ja, to je ta toplotni udar, ki nastopi, ko žival zaradi vročine dejansko doživi neke vrste kap. Posledice so dolgotrajne. Kako pa prepoznamo ta toplotni udar? Po sopenju, slinjenju, bruhanju, tresenju, padejo v nezavest, hiperventilirajo, komaj prihajajo do zraka, tresejo se. To je res en tak odpoved telesa, ne zmore več te vročine prenašati. Zdaj, v takih primerih je res nujno, da ga čim prej damo v senco. Čim prej v senco. In če imamo na dosegu kakšno vodo, ga začnemo polivati. Ampak ne po obrazu, ne po vratu, ker je preveliki šok. Vedno po tačkah, postopoma gor. Postopoma, rep, nogice, blazinice, trebušček tu in potem se gor. Kar je še pa pomembno, ne uporabljamo mrzle vode. Spet preveliki šok in je spet lahko to potem usodno. Torej, zelo biti pazljivi tudi s temperaturo vode, če seveda, upajmo, da ne, seveda, da bi prišlo do tega postopoma, torej najprej tačke in potem nazaj. Ja, vse postopoma, kot se telo ima zmožnost potem tudi samo neko regulira, da se ohladi, ne? Ker če mu damo šok na šok, je to za njega lahko preveč. Tako. In potem lahko so posledice v bistvu še hujše, kar pa ne želimo. Mogoče za konec, kaj bi priporočali našim gledalcem, na kakšen način naj ravnajo v teh vročih dneh z svojimi ljubljenčki? Ja, absolutno. Senca, voda je 24/7, absolutno celo poletje mora biti na voljo. To je to. Torej, najprej poskrbimo za svoje živali. Ne pozabimo, mi smo tisti, zaradi katerih so živali pri nas, mi smo jih želeli imeti in zato tudi moramo mi za njih poskrbeti. Potem pa drugo, če vidite kakšno žival v stiski, stopite do lastnika, povejte mu, mogoče je pozabil, mogoče nima tega vedenja, poskusite ga nekako zavestiti, da ni treba dosti. Senca, voda ni ne finančni strošek, ne nek organizacijski veliki zahteven poseg. Je malo dejanje, ki pa za žival res veliko pomeni in spremeni. Tako. Pa tudi seveda, če si morda ti tisti, ki ti to drugi povejo, vzemi to kot pozitivno. Tako. Pomaga bitju, ki vam je ljubo. Krasno. Super. Ana-Marija Žnidarič, najlepša vam hvala za vse informacije. Z veseljem. Hvala vam za povabilo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, seveda upamo, da so vam nasveti glede, kako se obnašajo živali v vročini, da so vam koristili. Seveda pazite na njih, kot je že rekla gospa Ana-Marija Žnidarič. Torej, mi smo tisti, zaradi katerih so tudi živali tukaj. Pazimo na njih, bodimo odgovorni. Seveda pa hvala lepa, da ste bili tudi tokrat z nami. Ostanite v naši družbi še naprej in nasvidenje do prihodnjič.